pred pragom. Govorili smo o prazni veri in smo rekli, da je iz strahu porojena, pa če se razodene v kakršnikoli podobi. Kar imenuje človek spoznanje, je le omet, ki se odkruši ob najrahlejšem udarcu ter pokaže golo telo plahega, trepetajočega otroka. Neki zdravnik, ki je bil v družbi, je omenil tisto besedo. Ob smrtni uri se boš tresel in povedal nam je tole zgodbo. Ko sem bil okrožni zdravnik nekje v hribih, sem se seznanil ter naposled sprijateljil z mladim učiteljem, ki je bil tako rekoč vsa in edina inteligenca v kraju. Ustanovil je bil knjižnico in pevski zbor, razumel je veliko o sadjarstvu in živinoreji in je s kmeti prav dobro izhajal, posebno še za tegadelj, ker je bil iz trdne hiše. Slabo pa je izhajal z župnikom in še slabše s kaplanom. To napako je namreč imel, da je bil fanatik svobodne misli. Napako sem rekel, zakaj po mojih mislih se vsi fanatizmi tako tesno stikajo, da se lahko hipoma prelijejo drug v drugega in fanatizem ni prepričanje. Imel je vse polno brošur, po veliki večini bazarsko blago brez vrednosti. In če ga je človek poslušal, je imel prav tisti neprijetni osladni občutek, kakor da bi bral tako brošuro. On je verjel vse do besede z nekim ganljivim, preprostim, čisto otroškim zaupanjem. Krvave historije o papežih in kardinalih so bile zanj potrjena zgodovina. V kraju smo imeli staro, zgodnjegotiško cerkev, kakor jih je malo še po naši domovini. Jaz sem vstopil vselej z veseljem vanjo. Vsako okno mi je bilo domače in ljubo. Učitelj se je hvalil sam, da še nikoli ni prestopil cerkvenega praga, ter je popolnoma odkritosrčno mislil, da je junak in da se bori za svoje nazore. Tako ravnanje mu je delalo mnogo neprijetnih sitnosti, ali on je bil celo ponosen na svoje radovoljno mučeništvo. Mene je zmerjal z mlačnežem in lenuhom, ter mi je celo zameril, da se redim in da se včasih malo posedal na sončnem farovškem vrtu. Oženjen je bil in je imel prelepega, komaj šele 2-letnega otroka. Bojan mu je bilo ime. In zgodilo se je nekoč na spomlad, da je Bojan obolel. Takrat so imeli skoraj v vsaki hiši gripo v gostih. Prišel je k meni. Bojan je ves vroč, ali ne bi malo pogledal? Šel sem tja in sem videl, da je bil otrok obolel za gripo. Ali je kaj hudega? Kaj še? Ko sem se nasmehnil, se je veselo zasvetlil njegov nemirni pogled. Čez 14 dni so bili drugi otroci že zdravi, že na cesti. Bojan je ležal. Vsak dan 2-krat sem bil tam. Oba dva, oče in mati, sta bila bolna. Lica splahnela, oči vdrte. Saj veste, kako ravnajo z otroki od 1. do 5. leta. Ni več ljubezni, strast je in bolečina. Ali morda, je vprašal nekoč, pa ni vprašal do konca. Vedel sem, da je hotel reči, morda pa le ni gripa. Lahko si mislite, da mi je bilo vroče. Zdravnik, če še tako zaupa nase in na svoje znanje, streže rajši 100 neznancem, nego enemu samemu prijatelju. Ali pa še celo prijateljevemu otroku. Tam stoji za teboj ali poleg tebe, gleda nate žarečimi očmi, ter si misli, zdaj pokaži, kdo si, zdaj se izkaži. Pa ne mine teden, mine 14 dni in prijatelj te sovraži. Kaj pa sem klical tega človeka? Zaradi prijateljstva ne bom ubijal svojih otrok. Morda celo vstane po noči, napreže ter se pelje v sosednji trg, 2 uri daleč, po drugega zdravnika. Vse mu lahko razložiš, čisto po knjigi in izkušnji. Tako je in tako. Temno te bo gledal, ne besede ti ne bo verjel in te bo sovražil.
Pameten neznanec bi bil rekel: zdravnik ni Bog. Prijatelj pa pravi: prijatelja si me delal, pa me je izdal. Tako se je stvar vlekla, da sem bil nazadnje res v skrbeh in dvomih. Vedel sem, da je otrok zelo nežen in občutljiv in da je gripa nerodna in zavratna bolezen, ki pokaže vsakemu človeku in vsakemu dnevu drugačen obraz. Ali takega razlaganja bi oče ne bil razumel, ne bil bi ga niti poslušal in glasilo bi se kakor plaho opravičenje. Zelo slabe volje sem bil tiste dni. Vreme je bilo vlažno, sivo, droben dež je tiho potrkaval na okna. Nisem mislil toliko na otroka in na njegovo bolezen, kakor na očeta, učitelja. Stanovali so mi nasproti, tako da sem videl preko ceste v okna in v mrežo. Morda je sedel tam ob mali postelji, gledal s topimi, zakrvavelimi očmi na otroka, ki je stokal vroč in poten. Neznosno mi je bilo. Nekoč po kosilu se je oglasil tenak zvonček na cesti. Kaplan je šel obhajati. Cerkovnik je stopal poleg njega. V eni roki je držal dežnik, v drugi zvonček. Na pragih so se prikazovali ljudje in so poklekali. Kaplan je hitro in malomarno blagoslavljal na obe dve strani. Mudilo se mu je. Takrat je prihitela čez prag učiteljeva žena, vsa sključena, ostarela in je pokleknila kar v blato. Za njo pa, tik ob durih, v polmraku sem ugledal njega. Nikoli, ne prej in ne poslej, nisem videl takega obraza. Tolike vdanosti, tolike goreče, koprneče prošnje, tolikega vernega zaupanja. Gospod, ki greš mimo, ozri se še na mene, grešnika, in na mojo bolečino. Stopil sem od okna. Koliko je bilo treba bolesti, da je kamen zavzdihnil. Otrok je seveda ozdravel in učitelj je bil ves kakor poprej. Ali morda me je bil videl takrat ob oknu, zakaj časih me je hitro in plaho pogledal po strani, nato pa je strmel s tihimi velikimi očmi v daljavo. Bog vedi kam.